Varuhinja človekovih pravic se je te dni mudila na štajerskem koncu in tako je tudi včeraj z ekipo opravila individualne razgovore z nekaterimi od prijavljenih kandidatov. V pogovorih ni bilo moč opaziti večjih socialnih stisk prebivalcev, kljub temu varuhinja ne more reči, da je to pokazatelj, da je socialne stiske nasplošno manj. Sama lahko povem, da ni bilo v pogovorih zaznati velikih socialnih stisk ljudi. To ne pomeni, da jih ni v Mariboru, vendar manj je bilo ljudi, ki so o tem poročali. Šlo pa je predvsej za družinske zgodbe, za težke razmere v družinah, ki sledijo bodisi razhodom, pravdam za premoženje, težavam po smrti katerega izmed staršev. Morda je tudi problem, ki je skupen vsem poslovanjem, so stiki z otroki in z vnuki. Varuhinja se je skupaj z Ivanom Šelihom in Miho Horvatom srečala tudi s podžupanom mestne občine Maribor. Saša Pelko je poročal o sodelovanju občine s Centrom za socialno delo, varuh bolnikovih pravic pa je poročal o čakalnih vrstah, ki se sicer krajšajo, vendar je še vedno pomanjkanje določenih specialistov. Veseli smo, da je stopnja zaposlenosti očitno malo večja, več kolon se vije proti sosednji Avstriji in da večina teh ljudi torej najde tudi delo preko meje. Vedno povprašamo, kako je z brezplačno pravno pomočjo, ali občina nudi ali ne. Tu je še vedno PIC, ki jo nudi za občane. In tako je tudi podžupan poročal o velikih stroških občine za doplačilo bodisi institucionalnega varstva, torej tudi varstva starejših. Domovi so, kot veste, polni. Težko je dobiti tudi pomoč na domu, tudi ta ni dosegljiva za vse starejše, čeprav jo nudijo. Kot kaže, so tudi in bodo kapacitete v vrtcih polne in bo treba razmišljati o dodatnih vrtcih. Ljudje še vedno opozarjajo na predolge postopke predvsem sodnih državnih organov. So se tudi seveda tukaj pojavljale zadeve, ki se tičejo, nezadovoljstva z upravnimi in sodnimi postopki, se pravi pravnimi postopki predvsem pred državnimi organi. Nussdorferjeva je opozorila tudi na to, da se ljudje v stiski včasih ne znajdejo, zato so veseli tudi v uradu pobude ene od mariborskih odvetniških pisarn, ki jim je ponudila možnost sodelovanja v obliki brezplačne pravne pomoči.